Z današnjim dnem se začne uporabljati splošna uredba Evropske unije o varstvu podatkov, drugače prepoznana tudi kot GDPR oziroma General Data Protection Regulation. Nekatera podjetja so se na današnji dan pripravila že pred časom, druga so z nujnim opravilom čakala do zadnjega dne. Zdaj ne vem, verjetno nisem edini, ki v zadnjih par dnevih po elektronski pošti samo klikam na razne potrditve in privolitve, kje je vse in kdo vse bi mi pošiljal razno elektronsko pošto. In dejansko zdaj pač je to potrebno točno vedeti, zakaj neke podatke rabiš, ne? Z novo uredbo se splošna uredba o varstvu podatkov dela na področju celotne Evropske unije. Najlažje v enem stavku to reči, da pravzaprav gre za zaščito podatkov oseb, posameznikov, spravi vas, mene in pač vseh drugih nekje pač od rojstva do smrti. Če se je na glas o varstvu osebnih podatkov začelo govoriti šele pred nekaj leti, so se pred 2 letoma v EU napovedale korenite spremembe. Odgovor za fizične osebe je relativno lahek, predvideva se, da bo to prineslo varnost, ampak glede njihovega, obnašanja, podobnih zadev, nekih velikih sprememb ne bi smelo biti. Za kar se pa podjetij tiče, pa to precej odvisno od tega, kako so pravzaprav ta podjetja do sedaj obravnavala to tematiko, ne? Za manjša podjetja in podjetja, ki še tega niso imela urejenega, se obetajo številne korenite spremembe. Zdaj za tiste, ki pa ob tem času šele prvič slišijo to in se s tem začenjajo ukvarjati, pa znajo biti spremembe kar velike, kar drastične, ne. Zdaj, največ, na kar se nanašajo, je pravzaprav na hranjenje v bistvu osebnih podatkov o osebah. To pomeni, da recimo sedaj ne samo, da bojo v bistvu za vse te podatke morali vedeti, kateri so in kje imajo hranjene. Izhajamo namreč iz tega, da če ne veš, kaj in kje imaš, pač to ne moreš varovati, ne. Do tega, da bojo morali vedeti tudi, zakaj te podatke hranijo. Čeprav se je lahko marsikateremu posamezniku v tednih do začetka uredbe zdelo, da je uredba namenjena neposredno prav za njih, mailing liste kot take niso največji problem. V bistvu nič kaj. Tudi tako bom rekel, da je v bistvu zdaj največji poudarek nekje v javnosti dajemo zdaj nekim podatkom in reklamam, ki se pošiljajo po spletu in po mailih in to, pa bi rekel, da v bistvu cela zakonodaja pravzaprav nima tega namena, da bi ravno trgovce nekako zdaj zavirala, ne, pri svoji dejavnosti. Res največ kar koš moramo imeti v bližini, ne, pa nekaj not vreč, ne pa malo živcev, pač nam gre. Na datum, ko stoplja uredba v uporabo, Slovenija sodi ob Avstriji, Nemčiji, Franciji, Hrvaški, Nizozemski, Švedski, Slovaški in Veliki Britaniji, med eno izmed 8 držav, ki bodo krepko prekoračile roke pri prenosu rešitev iz splošne uredbe o varstvu podatkov v nacionalni pravni red.